Podjetje Ocean Orchids iz Dobrovnika letos obeležuje že 15 let profesionalnega gojenja orhidej. S cvetjem so oplemenitili številne dogodke, ob jubileju pa bodo zdaj ob veliki noči okrasili tudi baziliko svetega Petra v Vatikanu. Ni verjetno naključje, da je lokalna dobrovniška cerkev ima patrona oziroma je posvečena svetemu Jakobu. Sveti Jakob je zaveznik romarjev in zdaj smo pravili pač, da je tudi na naš čas, da si umislimo romanje. Seveda naše romanje pojmujemo v premetenem pomenu besede, gre za to, da bomo poslali, odpeljali, po domače povedano, naše orhideje v baziliko svetega Petra, kjer bo zdaj že lahko rečem svetovno priznana floristka z svojim kolegom Sabina Šegula torej izdelala dekoracijo v oziroma na samem oltarju. Štejem si ta dogodek kot pomemben dogodek, kot prelomni dogodek za naše podjetje. Nenazadnje je tudi leto, ko proslavljamo 15. obletnico obstoja našega podjetja oziroma proizvodnje orhidej. Mislim, da je to tudi prvi tak dogodek, kjer nek proizvod, cvetlični proizvod, lahko se tudi izrazim kmetijski proizvod, potuje v Vatikan in bo dejansko deležen tam najsvetejšega. Še enkrat bi se seveda rad zahvalil vsem sodelavcem, ki so omogočili, da smo proizvedli cvetlico, orhidejo, ki je na nek način seveda premagala standardno nizozemsko romarsko vojsko, ki vsa ta leta zalaga Vatikan, tokrat bo to slovenska vojska. In seveda po drugi strani seveda hvala Tomažu, ki je na nek način idejni oče orhideje Kaskada. In ne morem povedati nič drugega kot to, da se veselim naprej še takih ali pa podobnih, ali pa še lepših, ali še pa širših, obsežnejših projektov našega podjetja, ki so po moji oceni tudi pomembni za Prekmurje in nenazadnje za Slovenijo. Kot pravijo, gre za čarobno zlitje lepote, narave in dotika človeka. Zelo smo ponosni na to, hkrati pa je bistvo doseženo. Se pravi, orhideje na splošno so namenjene temu, da v njih uživamo, da čim širši krog ljudi jih vidi, se navduši, nekako opazuje to njihovo naravno lepoto in kaskade so res en tak lep primerek te naravne lepote orhidej s tem drobcem dodatka človeškega dela, človeške domišljije. Mislim, da je to, kar kaskade izražajo, se pravi neko čarobno zlitje lepote narave in dotika človeka. Kaskade so v bistvu produkt, ki raste najdlje. Za dosego tega lepega slapu cvetov traja pri nas več kot leto pa pol. Se pravi, leto pa pol raste ta rastlina pri nas. Ta zadnji del, to upogibanje cvetnega stebla pa poteka v zadnjih 3 do 4 tednih, ko dosežemo to formo tega prevešajočega stebla s cvetovi. Kdaj ste dorekli posel in ali je bilo težko priti do njega? Cela zgodba je v bistvu stara že več kot 1 leto, ko smo začeli z dogovarjanjem, kako bi to izvedli, kdaj bi to izvedli, in potem je v bistvu to dolgoletno že sodelovanje Sabine Šegula z okraševanjem v Vatikanu v bistvu privedlo do tega, da smo stopili skupaj in ta projekt zastavili na ta način, kot se bo izvedel zdaj. Tokrat bodo slovenske orhideje prvič krasile baziliko svetega Petra v Vatikanu. Za cvetlični aranžma sta poskrbela Sabina Šegula in Peter Ribič. Zdaj, orhideje so bile že uporabljene, vendar prvič slovenske orhideje. Lahko smo ponosni, da jih bomo kar iz Prekmurja pripeljali v Vatikan. Poseben izziv pa je, da bodo res prvič na tak način uporabljene. Namreč odločili smo se, da bomo svoje kaskade, to znanje, ki so ga iz tega podjetja Ocean Orchids prenesli iz Japonske in prvič ponudili na evropskem tržišču, da bomo to znanje prezentirali skupaj in sicer z drugim slovenskim znanjem. Imamo tudi izvirno podlago iz cvetlične gobe, iz Smiter Oasisa. Namreč tudi tukaj moramo vedeti, da so naredili po mojih načrtih. In to je zdaj res unikat na tem področju. Same orhideje so v lončkih. Potrebno je bilo v bistvu izračunati, kako narediti, da se vse skupaj ne prevesi, se pravi tudi neke fizike. Hkrati pa orhideje so izjemno občutljivo cvetje, potrebno je imeti kontinuirano temperaturo, paziti recimo, da se na cvetovih ne poznajo kakšne pike in pa vse skupaj mora biti stalno vlažen substrat oziroma v tem primeru goba in substrat. Ja, vse od leta 2011 lahko rečeva, da so se v teh letih stkale prave prijateljske vezi.
Sprva je šlo zgolj za opazovanje, zgolj za ferbec, po domače povedano, kako to izgleda. Ko sva enkrat tja prišla, sva začela delati in vse od leta 2011 tudi na ta način sodelujeva. Seveda je tukaj potrebna izpostaviti, da vso korespondenco vse uredijo preko veleposlaništva našega pri Svetem sedežu, pa vendar najina strokovnost, požrtvovalnost, če hočete, je tudi tukaj nekaj vredna, da na ta način predstavljava domovino v tej mali žepni državi. Enak model aranžmaja, kot bo krasil baziliko Svetega Petra, bo na ogled tudi v Tropskem vrtu. Ta aranžma, ki se je danes tu naredil, ta modul, eden izmed teh vseh, ki bo na ogled v Tropskem vrtu 2 meseca ali pa celo 3 mesece, kako dolgo bo cvetel. Upam, da bo, kajti vidim, orhideje so lepo, tako rekoč še imajo popke, da še en čas bodo cvetele. In to bo možno vsak dan si ogledati v našem Tropskem vrtu med 9 uro pa med 18 uro. Se pravi vsak dan, petke, svetke, sobote in nedelje. Z veseljem pa so to novico sprejeli tudi na občini. No, sigurno lahko rečem, da je naša dvojedična občina ponosna prvič zaradi tega, da je sploh imela možnost, da lahko naše rože, pravzaprav so to orhideje, potujejo v Vatikan. Sam osebno sem že bil v Vatikanu, tako da mi je sedaj toplo pri srcu in prijetno, da bodo pravzaprav iz Dubrovnika, ki ima v svojem imenu dobro, potovale v Vatikan. To je pomembno ne samo za našo občino, za našo pokrajino, deželje ob Muri, tudi za Slovenijo, da pravzaprav na tak način tudi dokazujemo, da so dobre stvari v Sloveniji, pa tudi, da gospodarstvo, ki se imenuje kmetijstvo, seveda tudi izhaja iz Slovenije. To je pomembno poudariti in so čestitke seveda podjetju Ocean Orchids in vsem, ki so seveda pri tem sodelovali. Morda vprašanje še imate doma sami orhideje? Seveda, kaj imam, ker sem od prvega dneva sodeloval v tem projektu, tako ja, že tiste čase, ko smo razmišljali o tem, seveda danes lahko rečem, da nam ni žal, da je to ostalo v Dubrovniku in da smo takrat seveda dali ne samo zeleno luč, ampak vse maksimalno, kaj je bilo potrebno, da ta podjetniška ideja, ki je takrat bila najpodjetniška ideja, je tukaj v Dubrovniku. Res pa je, da danes moram tudi sam povedati, malo priokusa. Danes seveda, ko potuje to v Vatikan, bi pa rad izrekel to, seveda Bog nam daj, da bo tudi naslednji projekt, gradbeno dovoljenje in vsa dovoljenja, ki jih more naša država dati temu podjetju, pa še nekaterim v Sloveniji, ki čakajo. Škoda je, da tako dolgo čakajo, da bi lahko malo prej seveda zaživela in da bi malo manj bilo kompliciranja in več seveda dela in tistega konkretnega dela z konkretnimi projekti, ki seveda v Sloveniji še čakajo na papirje, ki jih neverjetno dolgo čakamo. Za konec se je Ferenčak dotaknil še poslovanja podjetja. Podjetje je dejansko lansko leto poslovalo standardno, normalno, tako kot vsa pripravo prejšnja leta. 35 zaposlenih, izvažamo dobrih 75%. Moram seveda ob tem dodati, da smo imeli manjšo katastrofo 2. maja lani, ko nas je zaobšla toča, kar nas je dejansko malo zaustavilo v proizvodnji, imeli smo določeno škodo, kar je tudi na nek način negativno vplivalo na poslovni rezultat prejšnjega leta. Drugače, kar se pa tiče našega projekta, naše širitve, je bilo že nekaj malega povedano. Smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Žalostno v tej zgodbi je to, da je tudi kmetijska proizvodnja oziroma rastlinjak, da se direktno izrazim, v Sloveniji tretiran kot stavbni objekt in dejansko si v procesu pridobivanja gradbenega dovoljenja na enak način, kot če gradiš tovarno Magna. V podjetju vseeno verjamejo, da bodo postopki vendarle stekli, po najbolj optimističnih napovedih pa naj bi z gradnjo pričeli julija in jo končali konec leta.